knjižnega trga. Dober dan. V oddaji iz knjižnega trga se bomo posvetili pesniški zbirki Tatjane Pregl-Kobe Potem, romanu Denisa Vrbanca Milenijec in filozofskemu delu Milosava Gudoviča Jež in polž. Recenzije so napisali Vid Bešter, Miša Gams in Marija Švajncar. Pesnica Tatjana Pregl-Kobe v svoji 18. zbirki z naslovom Potem pripoveduje o naravi, spominu in izgubi, osebno in hkrati družbeno zavzeto. Podobe iz narave prikličejo spomine in misli na sedanjost in prihodnost. Zbirka je šla pri založbi Morfem Plus, posvetil se je Vid Bešter. Vsaka pesem v pesniški zbirki Tatjane Pregl-Kobe Potem ima na razpolago 2 strani. Na levi strani je pod naslovom v poševnem tisku zapisana 3-vrstičnica, nekakšen motok daljši pesmi na desni strani. Vsaka daljša pesem je dolga natanko 1 stran. Nekaj pesmi ima še oštevilčena nadaljevanja, ki pa so prav tako vsa dolga natanko 1 stran. Ker pa imajo nekatere pesmi vendarle več besed kot druge, variira dolžina vrstice. Dolžina vrstice je torej očitno podrejena enakomerni dolžini pesmi. Vsaka ima 31 vrstic. Iz tega že lahko izpeljemo ugotovitev, da vers kot vsebinska in ritmična enota za zbirko Potem ni prav zelo pomemben. Kakor imajo vse pesmi enako postavitev na strani, tako so enakomerno urejene tudi v 4 dele in ti v celoto. V vsakem od 4 delov, ki so zasnovani na ohlapnih vsebinskih vezeh, je 9 pesmi. Skupaj torej 36 daljših pesmi, ki jih spremlja 36 3-vrstičnic, vse skupaj pa uvaja 37. pesem, sestavljena iz 4 3-vrstičnic. Bralca je ob tem redu, ki vlada v zbirki, gotovo prijetno, kot v lepo urejenem in obdelanem vrtu. 3-vrstičnice so po vsebini in vlogi podobne haikuju, čeprav nimajo oblikovnih značilnosti te japonske pesemske zvrsti. Nekako nakazujejo razpoloženje ali nagib, s katerim se bere daljša pesem na nasprotni strani. Morda pa kažejo tudi na obljubo in pogled v trenutku, ko je bila pesem napisana. Pravzaprav so kot tiste semenske vrečice, ki jih nataknjene na paličice ali položene pod kamne, puščamo ob gredicah, da ne pozabimo, kaj smo vanje zasejali. Daljše pesmi v takšni družbi spominjajo na tisto japonsko literarno zvrst, ki haikuju pridruži kratko prozno besedilo, impresijo ali dnevniški zapis, poln podob. Tudi pesmi v zbirki Potem nimajo močnega ritma. Po retorični legi so bliže prozi kakor liriki, na njihovo vsebino pa pomembno vplivajo trenutni vtisi, misli in spomini. Njihova liričnost pa se skriva v toku podob, sestavljenem večinoma iz prostih asociacij. Podobe v pesmih zato težijo k abstrakciji, ki pa vendarle ne prevlada. Podobe še kažejo tako na zunanji kot na čustveni svet. Izmenjavanje metafore in abstraktnejše osvobojene asociativne podobe ustvarja napetost in gibanje. Zdaj prevzame pobudo veriga asociacij in pesem steče, skoraj zdrvi, drugič prevladata metafora in njen pomen, pa pesem stopi počasneje, opisuje in pripoveduje. Kljub temu pa od podob ni mogoče pričakovati preveč. Bralcu, ki bi rad preveč razumel, utegne na njih spodrsniti kot na spolzkem kamenju. Ni povsem jasno, ali so na teh mestih zakodirani kakšni skriti pomeni in kje iskati ključ do njih, če so nam sploh namenjeni. Bralcu bo bolje, če bo pesmi prebiral tako, da ga bodo asociacije nosile s sabo. A tudi svobodni polet domišljije na krilih asociacij znajo pesmi dokaj grobo prekiniti. Čeprav je podobam puščene veliko svobode, je pesnici sporočilnost vendarle pomembnejša in rada zategne vajeti. Tako so pesmi napete med podobami, ki so preabstraktne, da bi lahko razbrali njihovo sporočilo, in tistimi, ki so preveč nadzorovane, da bi sporočilo v njih bralci lahko izsanjali.
Poleg bogato razbohotenih podob je za pesmi značilno skoraj deklarativno izjavljanje. Neposredno izrečena oziroma zabeležena opažanja, stališča, spomini, občutki se vrivajo med podobe, skoraj kot nepovabljeni misli. Morda z največjim učinkom v drugem delu Tiha polja. Tu v zbirki najbolj prevladujejo podobe narave, lahko bi dejali pogledi skozi razna okna. Narava je v zbirki potem tudi sicer pomemben motiv in pogosto jedro, ki spodbudi nizanje podob. Govorka skuša v pesmih ubesediti in posredovati osupljivo lepoto, ki ji je priča. A se ji umešajo misli na begunce, žrtve genocida, vojne in drugih družbenih krivic. In narava se v svoji lepoti zazdi ravnodušna in brezčutna. Podoben proces umešavanja tudi v drugih delih zbirke gradi tematska osišča. V prvem delu Vsi moji mrtvi se na primer v spomine na bližnje mešajo misli na sedanjost in nelagodje nad političnimi obeti, ki grozijo prihodnjim rodovom. V tem delu je mešanje registrov manj posrečeno in se približuje teznosti. Ta plast izjavljanja, ki se vmešava med podobe, je pogosto enoznačna in vsakdanja. V njih se nam govorka seveda najbolj razkrije. Pokaže svoj okus in gledišče, da so ji všeč določene slike in pesniki, da ima določena politična prepričanja, pripada določenemu rodu in naravo opazuje na določenih krajih. Drugače povedano, ima osebnost in ta je pravzaprav osrednja vsebina zbirke. Jaz, ki govori v pesmih, ni le abstraktna slovnična nujnost, je subjekt, ki svet opazuje in se očitno čuti dolžno izreči in opredeliti. Sam se nam ponuja sklep, da je naloga teh pesmi, da beležijo pesničine občutljivosti. Pesmi v zbirki ne govorijo o svetu, kakršen je, pač pa nam poročajo o odzivih neke osebnosti. Ni tako pomemben razgled skozi okno, ampak tisto, kar govorka ob njem občuti. Zato ne govori o vojni, ampak o strahu pred vojno. In ne govori o beguncih, ampak o svojem sočutju. Najjasnejši primer tega se mora biti impresije ob slikah, ki prevladujejo v tretjem delu Angel. Tu je glas sicer najmanj oseben, a skuša z rabo asociacij in podob očitno ubesediti specifičen občutek in trenutek gledanja, ki je vendar toliko več od sporočila neke slike. Zbirka Tatjane Pregl Kobe Potem je po temeljnem odnosu do sveta precej impresionistična. Pesnica motri lastne odzive na dražljaje sveta tam zunaj. Ni nenavadno, da jo vleče k naravi. Kot naravnost pove v zadnjem delu, Vpogled, v katerem se ukvarja s poetološkimi temami, jo najbolj zanima, kako najti besedo, ki ni le beseda, besedo, ki preseva moč skozi čutno zaznavo. Bralec pa se, ko lista med gredicami zbirke Potem, počuti kot gost v tujem vrtu, kamor je zataval, morda po naključju. Gotovo občuduje bohotne podobe, ki so na vrtu zasejane, marsikaj najbrž razume, velikokrat najbrž kaj tudi zgreši. Včasih začuti piš vetra s pejsaža, včasih pa se z nelagodjem prestopa po pogovoru neznancev. Kako pa se bo po obisku počutil, pa je odvisno od tega, kako dobro se bo sporazumel z gostiteljico, ki svoj vrt razkazuje.
Po pesniškem prvencu minevanja je Denis Vrbanec napisal še roman Milenijec. Naslovni junak, torej pripadnik generacije Y, ki je odraščala z razvojem računalnikov in digitalne tehnologije, je odvisnik od ekranov, vendar se tega tudi vse bolj zaveda. Roman je izdalo kulturno-umetniško društvo Police Dubove, ocenjuje ga Miša Gams. Denis Vrbanec je pesnik, pisatelj in kantavtor mlajše generacije, predstavnik tako imenovanih milenijcev, o katerih piše v svojem proznem prvencu. Po poklicu je športni pedagog, predlani je izdal pesniški prvenec Minevanja, napisal pa je tudi več kot 100 avtorskih komadov in izdal 7 avtorskih albumov. Glasbo ustvarja pod umetniškim psevdonimom Denis Chills. Svoje izkušnje s kajtanjem in deskanjem, ki jih je pridobil med potovanjem po Španiji in Južni Afriki, pa deli z mladimi, ki jih v osnovni šoli poučuje športno vzgojo. Zato ne preseneča, da glavni junak v kratkem romanu Milenijec sanjari o potovanju v Južno Afriko, kjer naj bi med valovi iskal svojo svobodo, eksistencialno izpolnitev in odklop od monotonega vsakdana. Protagonist romana je Miloš, mladoletni odvisnik od ekranov, ki s pomočjo antidepresivov nadomešča eno odvisnost od druge. Mladost preživlja ob igranju videoigric, spremljanju družbenih omrežij in ogledovanju pornografije. Zato izgublja stik z resničnostjo, njegov odnos s starši pa je omejen na nekajsekundno komunikacijo. Rojen je bil leta 1993 na repu tako imenovane milenijske dobe in ne razume generacije staršev, ki so del življenja preživeli v socialistični Jugoslaviji. Po njegovem mnenju so stoični, brez čustev, brez kakršnega koli dvoma o svojem lažnem obstoju. Ima se za izgubljeno generacijo, ki si ne more privoščiti niti dostojne službe, niti najema bivališča, kaj šele nakupa nepremičnine. Fizični stik s prijatelji pa postaja vse bolj nedosegljiv in virtualen. Ni čudnega, da so milenijci tako imenovana generacija jaz. Njihovi starši in stari starši so umirali v vojnah, oni pa umirajo za pristan stik, dotik, prijateljstvo in Big Maca s krompirčkom in Coca-Colo. Zgodba se začne v čakalnici pri psihiatru dr. Zaplotniku, kjer se protagonistu podijo po glavi najrazličnejše misli, čas pa si krajša s pogovorom s simpatično vrstnico Klaro, ki je med deskanjem izgubila strica, njena mama pa je večkrat poskušala storiti samomor. Ko Miloš od brata Mitje prejme pismo, da se je po nesreči med deskanjem v Južni Afriki odločil odpotovati v Indijo, se tudi sam odpravi po bratovih stopinjah v afriško vasico Worcester, kjer večino dneva preživi v meditacijskem centru med poglabljanjem vase, vmes pa vsak prosti trenutek izrabi za uživanje na divjih valovih. Roman je razdeljen na 4 tematske sklope. V uvodnem delu pisatelj opisuje zapor milenijske duše, ki se zateka v odvisnost od ekranov, saj si ne upa napolno zaživeti v zunanjem svetu. Protagonist opisuje ekstatične občutke sreče med dopisovanjem s Klaro in fantazira o pobegu v deželo, kjer bi lahko na lastni koži preizkusil prave valove namesto dopaminskih navalov začasnega virtualnega zadovoljstva. Med drugim se sprašuje, kakšne vrednote in potrebe bodo postale del vsakdana milenijcev, če so njihovi možgani že zdaj zapolnjeni z dražljaji, ki jih ne morejo sproti predelati. Ali bodo še znali slišati glasbo, ki so jo skladali njihovi predniki? Jih bo ganila Debussijeva mesečina Clair de Lune? Ali bodo poslušali samo še računalniško narejeno, ponavljajočo se, nečustveno, umetno glasbo? In malo naprej nadaljuje. Ali bodo pogledi na zaslone postali pomembnejši od iskrenega pogleda v oči? Bodo sploh sposobni razumeti, kaj pomeni ljubiti sočloveka? Ali bodo morali to poiskati po Googlu? Ali bodo v brskalniku pisovali vprašanje, kako nekoga ljubiti? Ker so posamezna poglavja romana Milenijec zasnovana kot izmeničen preplet dogajanja v Sloveniji in Južni Afriki, se morata bralec in bralka precej zbrati, da lahko sledita nenehnemu dramaturškemu preskakovanju, ki v 4. sklopu doseže nenaden obrat in celotno zgodbo postavi povsem na glavo.
Diagnozama depresije in anksioznosti se tako pridruži še diagnoza shizofrenije, ki poleg jemanja antidepresivov na bazi benzodiazepina terja še uporabo visokih odmerkov citaloprama, namenjenega zdravljenju panične in obsesivno-kompulzivne motnje. Čeprav protagonist po predoziranju z antidepresivi naveže z očetom veliko bolj pristen odnos, ki temelji na poglobljenem pogovoru, se izkaže, da psihiater ne opravi svojega dela. Deloma zato, ker ima tudi sam probleme z odvisnostjo, deloma pa zato, ker ne dojame dometa, ki ga ima kompleksna patološka struktura njegovega varovanca. Vrbanec se sicer zelo resno in večplastno loteva problematike odvisnosti od sodobnih elektronskih naprav, vendar dramaturška struktura romana Milenijec zaradi pomanjkljivo razdelane zgodbe ves čas peša, zato tudi zaključek deluje precej nerealistično in privlečeno za lase. Zdi se, da je Vrbanec po eni strani skeptičen do tega, da bi bilo odvisnost mogoče pozdraviti tako, da bi ena razvada nadomestila drugo. Po drugi strani pa je skeptičen tudi do dela psihiatrov, ki eksperimentirajo z antidepresivi, ne da bi se dovolj zavedali, da lahko povečana konzumacija pahne človeka v težko psihozo in samomor. Zanimivo je zaključno poglavje, v katerem se Miloševa zavest zaradi ponovnega predoziranja s tabletami počasi izklaplja kot zaslon računalnika, ki je razpet med nič in ena, preskakujoč iz analogne zavesti v digitalizirano paradigmo. Kot bi celoten svet postal privid entuziastičnega shizofrenika, ki že od rojstva živi v svojih fantazmah. Za konec lahko rečemo, da Vrbancu sicer manjka pisateljske kilometrine, vendar so njegove lucidne ideje o sodobni družbi hvaležno gradivo za morebitne bodoče literarne mojstrovine. Filozof in pesnik Milosav Gudovič je mladost preživel v Beogradu, podiplomski študij pa je nadaljeval v Ljubljani in tudi objavljal v obeh jezikih. V delu z naslovom Jež in polž in s podnaslovom Hermenevtična basen skrivnosti sooča filozofa Jacquesa Derridaja in Maxa Schellerja in njune poglede na poezijo. Knjigo je izdalo kulturno-umetniško društvo Logos, vanjo se je poglobila Marija Švajncer. Knjiga filozofa Miloslava Gudoviča Jež in polž, Hermenevtična basen skrivnosti, je resno strokovno delo z vsem zahtevanim znanstvenim aparatom, od seznama literature do stvarnega in imenskega kazala ter povzetka v 2 jezikih. Recenzenta sta bila Brane Senegačnik in Luka Trebežnik, spremno besedo je napisal Alen Širca.
Avtor interpretira stališča francoskega filozofa judovskega rodu Jacquesa Derridaja in nemškega filozofa Maxa Schellerja. Derrida se je v zgodovino filozofije zapisal kot pobudnik destruktivizma, Scheller pa je bil personalistični fenomenolog. Gudovič z vidika hermenevtike natančno in zbrano bere nekatera njuna dela in temeljito razlaga pojmovanje poezije, se pravi Derridajevo sklicevanje na ježa in Schellerjevo na polža. V slikovitem, vendar vsebinsko in formalno doslednem pisanju je kar nekaj paradoksov, provokacij in obratov in opozoril, da ne vidimo prav. V resnici je drugače, kot se nekaj kaže navzven. Podobno pišejo slovenski lakanovci, pa tudi v filozofemih drugih strukturalistov, zlasti teoretskih psihoanalitikov, je bilo kar precej tovrstne svobode. Gudovičevo pozornost je vzbudil Derridajev kratki esej Kaj je poezija iz leta 1988. V njem je dekonstruktivist zagotavljal, da se o pesništvu na področju filozofske razlage lahko govori le s šiframi in metaforičnostjo ter spodkopavanjem metafizične misli in njenega esencializma. Po temeljnem načelu dekonstrukcije je za vse igre pisanja značilna arbitrarnost, vsaka interpretacija je nova preizkušnja svobode. Arbitrarnost se izkazuje v samolastnosti odločitve. Odgovor na to, kaj je poezija, sledi logiki izvorne poezis, ki presega meje jezikovne umetnosti. V teoretskem govoru o pesništvu izgine tisto, kar poezija je in kako se nam razkriva. Dekonstruktivno mišljenje, zgoščeno v stoteči odgovor, ne nadomešča literarne besede, ampak se prepoznava v zrcalu pesniškega. Derrida igro interpretacije enači z diktatom. Poezija govori sama, izgovarja samo sebe in odgovarja zase. Gudovič poudarja, da se Derridajev nauk odpoveduje učenosti in vedenju, izenačenim znanjem. Dekonstruktivist je umetnik paradoksa, vseeno pa je poezija povezana z dolžnostjo sporočljivosti. Sporočanje brez naslovnika je nesmiselno. Poezija sama odgovarja na vprašanje o lastnem bistvu in sicer tako, da pride v neskritost in kulturno orbito, odgovarja zase in nase. Pesništvo je samo svoja privatna skrivnost. Miroslav Gudovič pomisli, da nas interpretacija Derridajeve negativne poetike pripelje do odločilne točke v njegovem zapletenem in metaforičnem odgovoru ter opuščanju institucionalnega pojmovanja poezije. Derridajev esej Kaj je poezija je pravzaprav po naravi negativna in apofatična basen, v kateri je glavni junak jež, vržen na pot metaforizacije in apofatike. Apofatika pomeni zanikanje oziroma opisovanje tega, kar nekaj ni, namesto tega, kar je, in neposrednega opisovanja. Podoba ježa je vpeta v svobodno igro s filozofskim izročilom. Derrida z metaforo ogrožene živali skuša opisati lastno neprijetno razpoloženje in pokazati, da pravzaprav ne najde popolnega odgovora. Metafora, po njegovem mnenju, ni značilna samo za poezijo, temveč tudi za filozofijo kot metafiziko. Bivanje v metafori je podobno bivanju v svetu, v njem se vselej že nahajamo in ga razumemo. Prispodoba ježa je pisateljska domislica, ki namiguje na to, da je pesniška pisava vselej izvzeta iz vsakdanjega jezika. Običajna in vladajoča filozofska gramatika je ne moreta razvozlati. Gudovič ugotavlja, da se Derrida bliža pesmi s tem, da se odreče interpretaciji. Njegova dekonstruktivna in negativna poetika je brez vednosti in onstran vednosti. Derrida nikoli ni skrival tega, da je bil pod močnim Heideggerjevim vplivom. Nenavadno pa je, da je pesem umestil v srce in svetoval naj se je naučimo na pamet. Gudovič se poglablja tudi v personalistično fenomenologijo Maxa Schellerja, zlasti v njegovo pojmovanje reda ljubezni, latinsko ordo amoris. Po Schellerjevem mnenju je največji dosežek, da človek stvari ljubi tako kot Bog. Zamisli se nad polžem in njegovo hišico.
Polževa hišica je torej metafora počasnega gibanja celotne paradigme, na kateri temelji resnično samozrenje osebnosti. Človek nikoli ne zmore, naj se še tako trudi, odvreči vrednostnega bremena. Človek je v marsičem, zlasti v elementih skrivnostnosti, podoben polžu, seveda pa je tudi metaontološko privilegiran in poklican k transcendiranju svetnih danosti. Gudovič se na koncu vpraša, kaj naj bi pri vsem tem, kar je predstavil, počela interpret kot nemi opazovalec ali zapisovalec in tolmač. Morda ima v mislih samega sebe. Na hitro bi zapisal, kaj je videl in slišal, kar se mu je zazdelo, kajti takšen splet dogodkov in idej, o tem ne bi niti za hip podvomil, je poseben provokativen fenomen. Tolmač je ves čas v zadregi nevarnosti, da tudi njegovo kratko delo v zgoščenem delu ostane zapleteno, nedokončano. Pisec spremne besede, literarni teoretik Alen Širca se sprašuje, ali dobrega pisca in umetnika nasploh ne spoznamo prav po dobrih metaforah, primerjavah, alegorijah, simbolih, prilikah in parabolah. Na njegovo vprašanje je mogoče odgovoriti, da smo vse to lahko prebrali v knjigi Jež in polž Milosava Gudoviča. Njegovo filozofiranje res zahteva precej zbranosti, vendar je tako izzivalno in poglobljeno, da ga tisti, ki še vedno ljubimo filozofijo, tako kot Jež ali polž, pravzaprav kot njuni samici, z zanimanjem in veseljem vzamemo v roke in za nekaj časa pozabimo na razburkano dogajanje okrog sebe. To je bila oddaja s Knjižnega trga. Recenzije Vida Beštra, Miše Gams in Marija Švajcer sta prebrala Dejan Kaloper in Maja Mol. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Vjekoslav Mikes. Uredil sem jo Vlado Motnikar.